Če se kdaj primerjaš z drugimi ponudniki, ki ponujajo mogoče enako ali podobno kot ti, in opažiš, da v bistvu ponujajo bolj ali manj je ponudba enaka, ali pa da delajo skoraj enako kot ti, in se zraven sprašuješ, kako sploh naj se ločim od drugih, in razumeš, da je pač fajn, da imaš nekaj unikatnega, potem se strinjam s tabo, da potrebuješ nekaj unikatnega in da za to, da se v bistvu ločiš od drugih, je fajn, da pač imaš nek del, ki se loči od drugih. Velikokrat pa potem dobimo vprašanje, ampak Maja, kako najdem ta svoj unikaten del? V tej epizodi ti torej pokažem, kako v bistvu pozicionirati oziroma predstaviti v marketingu svojo unikatnost in na drugi strani tudi, kako jo lahko odkriješ. Pa gremo kar pogledat, in sicer, če je tvoja ponudba, da je 95% enaka, kot je recimo pri različnih ponudnikih, verjetno, upamo, da 5% pa verjetno delaš malo drugače. Zdaj, če ne, potem bi bilo seveda fino razmisliti, zakaj bi potem samo nekdo, če delaš recimo pogosto, kar vidim tukaj je, da nekdo dela po neki metodologiji in 100% ta metodologija, in seveda je ogromno ponudnikov, ki dela po tej metodologiji. Ampak, ker smo ljudje, sploh če pač si ti izvajalec oziroma izvajalka, naprimer neke terapije, je seveda, tudi če delaš po neki metodologiji, vseeno nekaj tvojega unikatnega, ki je vezano na te, na tvojo osebnost, tvoje pristope in tako naprej. Se pravi, na kratko, če je tvoja ponudba 95% enaka rešitev kot nekje drugje in 5% delaš recimo nekaj drugače, je unikatno, se potem ta ponudba v marketingu v bistvu predstavi ravno kontra. Kaj mislim s tem? Da v bistvu teh 5%, ki je unikatno, v bistvu v marketingu o njih govoriš 95% in pa tistih, kaj je pri ponudbi 95% enako, tukaj v bistvu v marketingu govoriš o tem samo 5%, torej se obrne. Obrne se, torej kaj je tvoja ponudba, je ravno kontra, kaj delaš v marketingu. Mogoče marsikomu ni zdaj čisto jasno, kako, pa gremo pogledati nekaj primerov. Naprimer, da pogledamo dva različna fotografa ali pa pač enega fotografa. Zdaj, če smo čisto iskreni, pač končni izdelek je pač fotografira, ali je to digitalna ali je fizična, bi lahko rekli, vseeno, katerega zberemo. In če v marketingu govorimo samo o tem, da dobijo fotografije, potem smo nekam medli, nas nihče ne bo opazil. Če pa govorimo o tistih 5% ali pa več, če imaš več svoje unikatnosti, seveda je super. Enkrat sem potem, ker smo zdaj, je bil zelo popularen program magnetizacija, brezplačen, mimogrede, ki ga dobiš lahko tudi ti, spodaj bom pustila link, je bilo veliko vprašanj, Maja, na eni strani, kako pa jaz najdem svojo unikatnost, ali pa na drugi strani, ko nekdo reče, moja unikatnost je definitivno več kot 5% moje ponudbe. Oboje je samo v marketingu pa v bistvu torej izpostavimo unikatnost in mali delček namenimo torej tisto, kar je pač enako, podobno, če tega ni, pa pač tudi ni potrebno. Torej, fotografija, 95% recimo, pa se vseeno kakšni so procenti, ampak večji del je torej, dobiš fotografije, manjši del je tvoja unikatnost, ali je kakšen poseben pristop, ali je to, da v bistvu naličiš na poseben način, ali tu daš kakšne posebne dodatke, ali mogoče je to specializirana fotografija samo za podjetnice. Skratka, teh delež unikatnosti je v bistvu tisto, kar več oziroma večji del govoriš v marketingu. Torej, v marketingu potem, če je torej 95% to, da dobijo fotografijo in 5% tvoja unikatnost, kar je v bistvu posebno na teh fotografijah, kar jih dela drugačno, da zbudijo občutke in tako naprej. Se pravi, v marketingu 95% govoriš o tem unikatnosti in samo 5% o tem, da dobijo fotografije. Gremo pogledati še drug primer, naprimer kavarna. Če bi pogledali dve kavarni, tukaj imaš kavo, pa tukaj imaš kavo. Če v marketingu govorimo samo o kavi, da dobiš kavo, potem ni nič posebnega. Če pa mi vključimo, da dobiš, v
kavo v eni šalčki, ki jo lahko odneseš s sabo domov, ali pa zraven dobiš neko posebno hišno specialiteto sladico, a ne? In govorimo torej, ali pa da je kakšna čisto posebna kava ali pa mešanica kave, kavni napitek in tako naprej, a ne? Ki je samo pri nas na voljo, je torej lahko to prenesemo v marketing, torej to unikatnost, o tem govorimo več in pa o tem, da dobijo samo kavo, torej manj, a ne? Naslednji primer, če pogledamo še enega, je recimo neki coach, ok? Recimo, če pogledamo coach, bi lahko rekli, ok, 95, ne, vsi te nekaj coachejo, nekaj te sprašujejo, nekaj raziskujejo, te peljejo naprej. So bolj ali manj, bi lahko rekli, enaki oziroma postopek je lahko zelo podoben. A ne? Potem pa lahko vzameš unikatnost. Ok, kaj je pri tebi unikatnost? Mogoče imaš kakšna posebna znanja, mogoče imaš kakšne posebne pristope, kakšne posebne vaje, ki grejo mogoče še bolj globoko, ne? Ali pa uporabljaš še kakšno drugo tehniko, ki je mogoče iz drugega področja, pa je ti vključiš že v svoj coaching, ne? Se pravi, kaj je tisto, kar je posebej v tem tvojem programu, tem tvojem coachingu, in o tej tvoji unikatnosti, ne, govoriš 95% v marketingu in 5% o tistem, da pač je to coaching. Okay? Tako da upam, da ti je zdaj bolj jasno. Če slučajno ne veš, ok, Maja, razumem, vse super, lepo se sliši, ampak kako odkriti svojo unikatnost? Zdaj, jaz verjamem, da marsikdo, ko smo šli čez te programe, so se že zložili puzli. Če pa še vseeno želiš narediti eno vajo, pa seveda lahko tudi, ne? Ker velikokrat se zgodi tudi to, da je nam naša unikatnost tako zelo pred nosom ali pa tako zelo blizu, da je mogoče sploh ne opazimo, pa je v bistvu že skozi delamo nekaj zelo unikatno. Ok, torej kako najdeš svojo unikatnost? Ful preprosta vaja, ampak je enostavna, marsikdo pa je ne naredi v celoti in zaradi tega potem ne odkrije tistega srčka te unikatnosti. V bistvu, kar potrebuješ, je list papirja, lahko tudi tipkaš, če ti je ljubše, čisto kar po želji želiš, in sicer našteješ 100 razlogov, zakaj ti je všeč tvoj pristop, zakaj v bistvu zagovarjaš ta tvoj pristop. Okay? Zakaj v bistvu uživaš v tem svojem pristopu oziroma kaj tebe dela živega, zakaj stojiš za tem pristopom. Jaz bi recimo lahko rekla, moj pristop je, da zelo holistično v bistvu zajamemo brenda. Se pravi, jaz za strankami pač ne delam tega, da bi delali samo spletno stran ali pa samo en delček nečesa, ampak je v bistvu moj pristop zelo holističen, zato da začnemo pri temeljih, potem iz temeljev sledijo šele celostna grafična podoba in potem šele spletna stran, ki konvertira obiskovalce stranke, in potem seveda delamo naprej tudi na rasti in razvoju. Zakaj jaz v bistvu zagovarjam ta pristop? Zaradi tega, ker potem pri strankah vidim super rezultate, in ko vidim super rezultate in vidim, da te stranke lahko potem naprej pomagajo svojim strankam in so ful uspešne, meni osebno da to veliko zadovoljstvo. In pač je to, kar pač zagovarjam. Okay? Mogoče, ne vem, imaš kakšne coachinge, zakaj, ali pa delaš samo 1-na-1, ali pa delaš po neki metodologiji. Kaj je tukaj takšnega, kar ti je res všeč? Lahko je tudi zelo osebno, lahko so to razlogi, ker mi to daje, ne vem, če imaš recimo skupinske coachinge, ker mi to daje svobodo čez cel teden, ali pa svobodo v urniku. Se pravi, greš pogledat, zakaj je ta tvoj pristop tisto, kar te polni, kar te prižiga, zakaj ti je všeč. In mogoče bo 5, 10, 15 razlogov zelo enostavno ali pa hitro jih odkriješ. Bolj pa se mogoče bo začelo ustavljati. In kaj tukaj največja napaka je, da se ustaviš in da pustiš, in rečeš, ok, ne vem več. Ne, tukaj gremo potem bolj globoko, dokler in ustrajaš tako dolgo, da ne prideš do 100. Torej, da našteješ 100 teh razlogov. Kako gremo bolj globoko? Da za vsako stvar, ki jo našteješ,
se potem vprašaš, zakaj ljubim to, ali pa zakaj mi je to všeč, zakaj mi je potem to všeč. Okay? Dajmo en primer. Če pogledamo recimo fotografa od prej, in si rečeš, sem neka fotografinja, ki ujamem ful te občutke, ki potem, ko nekdo pogleda fotografijo, se mu zbudijo občutki in tako naprej. In je razlog, zakaj je moj pristop tako zelo pomemben, zakaj mi je všeč, zato, ker ujamem v bistvu ene nenačrtovane občutke. Smeh, solze, dotik, neke take spontane trenutke. Okay? In to je en razlog. Potem pa gremo bolj globoko. Zakaj mi je v bistvu to všeč, da ujamem te spontane trenutke? In lahko rečem, ker je za tem, ko pogledamo fotografijo, so različne zgodbe in slika pove oziroma govori neko svojo zgodbo. Okay? In potem gremo še globoko. Ampak zakaj je ta prava zgodba meni tako všeč? Zaradi tega, ker mogoče stranka potem pride čez 10 let k meni, pa mi še vedno reče, da se še vedno spomni ali pa da še vedno redno pogleda ta trenutek ali pa se spomni tega fotoshootinga in tako naprej. In greš potem globoko, lahko greš za vsak razlog, ki recimo, da našteješ 10 razlogov, pa se ti ustavi, greš potem za vsak razlog in greš še bolj globoko. Okay? In potem res lahko prideš do tistega srčka, kaj je tista unikatnost pri tebi. Seveda pa ne pozabi, tudi lahko vprašaš svoje bližnje, svojo družino, svoje stranke. Mogoče so ti že tudi stranke kdaj kaj omenile med pogovori, in se tudi tega seveda lahko spomniš in tukaj v bistvu potem vpleteš. Tako da upam, da ti pomaga. Če torej želiš pogledati program Magnetizacija, ki mislim, da bi bil odličen naslednji korak tega videa, potem seveda ti ga pustim spodaj, je brezplačen, gre za serijo videov, kjer ti pokažem v bistvu, kako lahko zgradiš svoj najboljši sistem za zimzeleno pridobivanje strank. Več magnetizacija spodaj. Uživaj in lep dan. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.